Dober dan vsem skupaj na tej naši tradicionalni petkovi kavici. Veseli me, da je z nami profesor dr. Janez Bogataj, eden od vodilnih slovenskih etnologov in pa pranečak tudi od Frana Šaleškega Finžgarja. Zdaj, ko sem malo brskal, gospod profesor Janez, ko sem malo brskal, sem ugotovil, da o vas na internetu več piše, kot o vašem stricu. Očitno ste napisal več knjig, oziroma ste pač bolj... Sem se tudi prej rodil kot jaz. Mislim, nekako se mi zdi, da je nekako kar malo pozabljena, Finžgar v teh časih zdaj. Najprej dovolite, da vse prav prisrčno pozdravim v tem lepem jutru, oziroma dopoldnevu, pardon, jutro je že za nami. In na to vaše prvo vprašanje ali pa misel, bolje rečeno, lahko pritrdilno odgovorim, čeprav seveda je Finžgar še vedno s svojim delom zelo aktualen. Res pa je, da je bil še pred nekaj desetletji veliko več zastopan tudi v šolskih učbenikih in pa sploh v kurikulumih, tako na osnovnošolski kot srednješolski ravni. Zdaj se pa to precej zmanjšalo. Vem tudi to, da je eno od založb, mislim pred 2 letoma, če se ne motim, izdala njegov najbolj popularen roman Pod svobodnim soncem v skrajšani obliki. Mislim, zdaj to je ena moda postala v Sloveniji, da neki uredniki in literarni zgodovinarji daljša besedila krajšajo in tako naprej. Mislim, da to ni najboljša metoda in da je bolj pomembno mlademu človeku skozi pedagoški proces pokazati, zakaj je pomembno, da prebere roman v celoti in s tem sledi misli in mislim konkretnega avtorja, ki jih je utkal skozi besedilo. Res pa je, da je letošnja 150-letnica Finžgarjevega rojstva, rodil se je namreč 9. februarja 1871, spet nekoliko, bi rekel, bila motiv, da se je slovenska javnost spomnila nanj in predvsem na njegovo delo. To sem hotel reči, najprej sem vas hotel, oziroma takole zadeva, Pred leti vem, da ko so začeli, Mladinska knjiga, ko je začela izdajati te zvočnice, ta dela na CD-jih, to sem že enkrat v teh Zoom kavicah smo že tudi govorili o tem, so tiste Zoom kavice so začeli, te CD-je knjige so začeli krajšati. Ker namreč recimo takrat je bila zelo popularna ta zadeva od Da Vinčijeva šifra, je bila zelo popularna, in mi smo jo imeli na Mitjana Kokna na 16 kasetah, se pravi 16 ur, oni so jih dali pa na 10 ur, so imeli Mladinski knjigi, in potem sem si rekel, to je pa malo čudno, in sem vzel v roke to knjigo Pijovo življenje in njihov CD v roke in sem šel in sem poslušal in sem bral knjigo in sem ugotovil, da so po 5-6 strani, po cele odstavke so ven. Spuščali so, Rečemo, jaz se spomnim pri tej Da Vinčijevi šifri dejansko manjkal kompleten uvod pri knjigi. Tako, pri nas, recimo, ko delamo, ko to knjige prerejamo, mi jih, se vas vabim, da pridete kaj pogledati sem, na Kotnikovo. In dejansko mi preberemo vse od A do Ž, se pravi, od prve črke na naslovnici do zadnje črke na zadnji strani, vse se preberene. Jaz mislim, da to je vsak poseg v literarno delo je zelo, zelo vprašljiva zadeva. In nisem niti najmanjši zagovornik tega načina.
No, jaz si zdaj tako, ko začnem razmišljati, vi ste napisali tam koliko 70-80 knjig, ne? Ja, nekaj čez 80, ja. Ja, ne? Se pravi, kako bi zdaj to izgledalo, ne? Recimo, da bi sta ta 80 knjig spravili v eno, ne? Ja, edin plus bi bil več prostora na policah. Ja, edin to. Ne, zdaj mene zanima, koliko je pri vas dan dolg, oziroma za koliko bi ga podaljšali. Glede na to, da ste strašno aktivn, kljub temu, da ste od leta 2009 ste menda v penziji, a ne? Tako je. Ampak kljub temu vas kar naprej vidim na televiziji, pa to, pa uno in tako naprej, in knjige izhajajo. Ja, veste, kako jaz vedno pravim, da za spanje bo dovolj časa, malo kasneje, ne. Ko se bomo preselili v eno zelo spodnje nadstropje. Drugače pa, jaz mislim, da je zelo pomembno, da imaš en trdno postavljen načrt za vsak dan, za vsak mesec, za vsako leto, ne. To je zelo, zelo pomembno. Jaz se spominjam pokojne doktorice Zmage Kumrove, ne. Ona je bila etnomuzikologinja. Verjetno jo marsikdo od vas pozna po njenih delih. Ona se je veliko ukvarjala z ljudsko pesmijo. In ko sem bil urednik naše strokovne revije, sem mi enkrat telefoniral, pa sem rekel, doktor Kumrova, a bi vi napisala, ne vem kaj že bilo, pač nek prispevek, ne. Šlo je recimo za 3 tipkane strani, rekla, kolega Bogataj, z velikim veseljem, ampak šele po 25. septembru. Skratka, ona je imela zelo natančno določeno, ne? In moram reči, da tudi sam se tega držim, ne? Če se zmenim z neko založbo za knjigo, potem seveda določimo tudi datum, zavedam pa se, da so se stvari na področju izdajanja knjig močno spremenile, ne, in da založbe tisti dan, tako rekoč, ko se z avtorjem dogovorijo za neko knjigo, že rezervirajo tudi papir in druge, bi rekel, ceno določijo s tiskarno, in če pride do zamika, ne, se potem to pozna na ceni knjige. Zdaj pa, glede na dejstvo, da v Sloveniji nas je 2 milijona, ne, od tega ne 2 milijona tudi bralcev, žal, ne, skušam biti tudi zaradi tega discipliniran in se držati rokov. Pa tudi sicer je to en dober občutek, če nekaj dni pred določenim rokom odneseš ali pa danes že pošlješ po medmrežju pač besedilo v založbo. Druga stvar, ki je povezana z izdajanjem knjig, je pa morda ta, da jaz sodelujem tudi potem, ko besedilo dam zelo intenzivno z vsako založbo. To se pravi, tudi pri izbiri fotografij imam pripombe glede na oblikovanje in tako naprej. Skratka, menim, da je ta celostni izdelek tudi delo avtorja, ne samo urednikov in pa oblikovalcev. No, zdaj, vi ste bojda etnolog 24 ur na dan, ne? Božda vas ne spustimo v hišo, zato ker... Jaz imam tako stroko, da je skozi stroka. Tudi če grem k kosilu doma, vedno razmišljam tudi o tisti jedi, ki je na krožniku, recimo. In moji sošolci gimnazijski, če smo se kdaj srečali, zdaj se bolj poredko, so vedno rekli, pa a ti greš kdaj tudi žogo brcati, ne? Sem rekel, to sicer bolj malo, ampak v bistvu tudi moj prosti čas je del moje stroke, ne? Ne, to sem razmišljal, sem nekaj, da vas bom vprašal, v bistvu pokrivate v bistvu vsa področja, kar je možno v Sloveniji, kar se tiče življenja z vašimi knjigami, a ne? Me zanima, a pa recimo res to okrog športa ali pa recimo kakšne šraufanje avtomobilov ste kdaj poskusil? Recimo, da bi kdo k vam prišel delati diplomsko nalogo vpliv polke in valčka na šraufanje traktorja,
kaj bi rekli? To je zdaj malo humorno rečeno. Ja, malo se hecam, ja. Ker če bi v ritmu polke in valčka šraufal avtomobil, bi lahko marsikaj izpustil ali pa narobe. Jaz mislim, da se avtomobilov ne da po ritmu, bi rekel, urejati. Res pa je, da se v naši stroki vsi, ki v njej delujemo, pač opredelimo na določena področja, ki so ti bližja, ki se jim bolj posvečaš. Jaz se ne ukvarjam in se nisem ukvarjal z ljudsko pesmijo, pripovedništvom in temi zadevami. Nekateri moji kolegi so se ozko specializirali samo na določena področja. Tako da možnosti je ogromno. Se pravi, kjer je človek, kjer so skupine ljudje, kjer so družine, kjer so prebivalci določenih mest, vasi, pokrajin, njihovi vsakdanjiki, njihovi prazniki, to je predmet, bi rekel, naših raziskav. To sem hotel reči, zdaj smo vmes med nekimi prazniki. Imeli smo 8. februar, ki je nekako unikatni praznik, v bistvu verjetno smo med redkimi, če že ne edini, ko imamo ga prostega. Zdaj tik pred tem je en uvožen praznik Valentinovo, pa pust druge stvari. Kaj pravzaprav prazniki za vas pomenijo? Ja, na to vprašanje odgovori že etimologija besede praznik. Beseda praznik izvira iz pojma prazen biti. To se pravi kaj? Ne delati. To je bistvo stvari. Danes so se na tem področju stvari močno spremenile. Ko ljudje okrog novega leta dobijo koledar ali pa ga kupijo, najprej pogledajo, na katere dneve pade praznik. In potem reče, super, bomo šli na vikend, pa bomo ne vem kaj delali. Ali pa bomo 2 dni doma, pa bomo naredili novo greznico, pa ne vem kaj še vse. Se pravi, naši predniki so dobro vedeli, da je treba vsakoletni ritem dela vsake toliko časa prekiniti in ga nameniti počitku, recimo, pa ne samo počitku, tudi nekim duhovnim poglobitvam, za katere pogostokrat pri trdem delu ni bilo dovolj časa. In zato so vsi prazniki ali pa praznična obdobja zelo smiselno porazdeljeni po koledarskem letu. Nasploh bi rekel, da danes živimo po koledarju, od 1. januarja do 31. decembra. Naši bolj odmaknjeni predniki pa so živeli po soncu in luni. Se pravi, sonce je vsako leto ugašalo in se naslednjem letu potem pomladi spet pojavilo oziroma je spet začelo sijati. Tukaj vidimo, da je cela vrsta dejanj bila, kako se je naš davni prednik trudil, da bi moč sonca ohranil, s kurjenjem kresov in podobne zadeve. Torej vidimo, da že na tem področju so se zgodile velike spremembe, če primerjamo bolj odmaknjena obdobja zgodovinskega razvoja in pa današnji čas, ki ga živimo, ki je pogostokrat neusmiljen in nam ta koledar res diktira včasih prav mučen tempo. Kako je pa kaj Finžgar praznoval praznike? Ja, mi smo seveda praznovali vse pomembne praznike, to se pravi Božič, potem Velika noč, potem tudi Veliki šmarn, recimo. Redno smo praznovali godove, se spominjam, kako mi je, ko še nisem hodil v šolo, mislim, da sem bil ravno 1 leto, preden sem začel v šolo hoditi, mi je razložil besedo, kaj pomeni god. On je rekel, jutri boš pa godov.
Ali pa jutri boš pa goden, ampak on je rekel godov, ker to je v narečju povedal Gorenskem. To pomeni, kaj pomeni goden biti? To pomeni postarati se za eno leto, ker najstarejše človeško praznovanje v Sloveniji so bili godovi. Rojstni dan je praznovanje 20. stoletja šele. Predtem se rojstni dni ni praznovalo. Morda cesarja, recimo, cesarjev rojstni dan so praznovali, ampak drugače pa, da bi pa na taki, bi rekel, osebni ravni rojstni dan praznovali, pa niti najmanj ne. God pač, ne. Ker God je bil pravzaprav, bom rekel, narekoval rojstni dan preteklosti. Potem seveda za mene je ostalo v lepem spominu, kako mi je razložil recimo Miklavža, Finžgar namreč. Kupil mi je sani, to ti ostane v spominu, sani takrat niso bile obče potrošni material, tako kot danes, ne. Ampak sem jih res intenzivno veliko pričakoval, in ko sem jih dobil, se še dobro spomnil, v njegovi delovni sobi so stale sredi sobe, je rekel, sedite se na sanke, in potem mi je razložil, kako je s tem Miklavžem, zakaj starši in drugi, bi rekel, sorodniki prevzemajo funkcijo obdarovanja Miklavža in tako naprej. Skratka, to je to. Potem, seveda, če ste me vprašali, kako je Finžgar praznoval, jasno, da je bil tako jedilnik tudi prilagojen prazniku, se pravi, jedli smo nekaj prazničnega. Včasih me novinarji sprašujejo, katera pa je značilna jed za ta in ta praznik. Jaz pravim, ja, praznična jed, karkoli že posamezniku to pomeni. To se pravi, za praznik ne jemo nekaj vsakdanjega, govedno pa krompir pa solato, recimo, ampak jemo nekaj, kar nam, vsakemu posamezniku ali pa družini ali pa skupini pomeni, da je to praznično. No, tako da naša teta Ana, to se pravi, ona je bila Finžgarjeva gospodinja in njegova sestrična, je tudi živela z nami in je bila briljantna kuharica. Na vse zadnje lahko povem, da je recimo sodelovala tudi že z Felicito Kalinškovo, z Marijo Remec, odlično kuharico, ki je med Prvo svetovno vojno izdala eno knjigo Varčna kuharica. Zakaj? Zaradi tega, ker so bile vojne razmere. To spet lahko se, jaz vedno pravim, ko govorimo o dediščini, dediščina ni zato, da bomo nostalgični, pa da bomo se šli neko muzeologijo, ampak se moramo vedno vprašati, kaj se lahko naučimo za sedanji čas. Recimo, če sem omenil to kuharico Marije Remec, Varčna kuharica, pa vojni čas. Poglejte, mi imamo zdaj eno vojno obdobje, ki se imenuje koronavirus, ali pa obdobje koronavirusa, ki sicer traja nekaj mesecev, ampak jaz nisem zasledil nobene publikacije na to temo prehrana v korona času, recimo. Se pravi, to se lahko naučimo, kako so naši predniki že znali za določene izjemne, bi rekel, razmere ponuditi tudi literaturo, recimo, ali pa kaj drugega v tem smislu. Seveda za praznike je pri nas bila vedno kakšna potica tudi na mizi, potem kakšna pečenka. Enkrat ste mi pripovedovali, prosim? Se upravičujem, ko skačem v besedo, ampak enkrat ste pripovedovali, da ste imeli tudi, mogoče bi še okrog tega lahko povedali, neke posebne jedi ste imeli s Finžgarjem. On je imel neke stvari, pa bi mogoče še malo na to temo šla. Ja, to sem ravno zdaj mislil povedati. Se pravi, zelo pogosto smo pri nas jedli divjačino, recimo, ker Finžgar je to zelo godlo, zaradi tega, ker je bil sam lovec v, bi rekel, mlajših in zrelih letih, dokler je bil še župnik, recimo,
v Soli pri Medvodah, v Želimljem, v Bohinjski Bistrici. No in se je ta divjačinska hrana izjemno zanimiva, po starih dunajskih receptih to pripravljeno. Mi smo imeli v kuhinji še štedilnik, tako ogromen štedilnik, ki ni bil moj največji prijatelj, sicer ravno zaradi tega, ker ravno takrat, kadar bi jaz šel lahko igrati s svojimi prijatelji in sošolci, sem imel nalogo, da sem s smirkovim papirjem čistil kovinske dele tega štedilnika in s fidolom tiste dele, ki so bili iz medenine. Mama je rekla, dokler ne bo štedilnik očiščen, se ne greš igrati. Ampak to je rekla potem, ko je bil že močno zakurjen in vroč štedilnik čistiti. To je bil en poseben občutek. No, pa da se vrnem k hrani. Finžgar je zelo, bi rekel, usmerjal kuhinjo v tem smislu, da so se kuhala tudi nekatera tradicionalna slovenska jedila. Recimo, mi smo pogosto kar jedli žgance. V tem obdobju mojem se navadil jesti mlezivo ali kolostrum, kot se temu strokovno reče, se pravi skuto iz prvega mleka po telitvi, kar je ena briljantna zadeva in jo še danes obožujem. Potem teta Ana je pripravila odlične ajdove krape, to se pravi blazinice iz ajdovega testa, ki so nadevane prav s tem kolostrumom ali pa z navadno skuto, pa seveda to se je zabelilo. Recimo v predbožičnem obdobju smo vedno pripravljali tudi štohfiš ali polenovko in sicer to so v Ljubljani, če je med vašimi poslušalci kdo, ki je Ljubljančan, se bo morda spomnil, še po drugi svetovni vojni so v delikatesni trgovini zraven filharmonije v predbožičnem času imeli na prostem pred vhodom škaf, ki je bil napolnjen z vodo. V tej vodi je bil bukov pepel in v to mešanico vode in pepela so polagali vsako jutro polenovke in ljubljanske gospodinje so prišle in to kupovale in potem se iz tega pač pripravlja jed štokfiš. Se pravi plast krompirja, plast polenovke, vmes veliko peteršilja in se to pol potrese s parmezanom in zagratinira in je zadeva prekrasna. Zraven smo pa jedli kislo zelje, seveda, dušeno kislo zelje. No, to je en tak primer. Potem recimo voda, v kateri so se kuhali žganci, se imenuje žgančevka ali s zelo starim imenom sok. To je zelo, zelo staro poimenovanje. Žgančevke mi nismo nikoli preč metali, ampak je bila postavljena v posebnem vrčku na mizi, vsak je imel svojo skodelico in ko smo jedli žgance, smo zraven pili tudi to vodo, žgančevko, ki pa seveda ni bila samo odlita iz te močnate mase, ampak jo je teta še dodatno obogatila s kakšnimi ocvirki mogoče ali pa malo peteršilja nasekljanga noter. Skratka, tudi ta, veste, danes nam veliko govorimo o ostankih hrane in razne medijske osebnosti filozofirajo in tam govorijo o teh zadevah. Vedno pravim se rezultati dobri dosegajo s konkretnim zgledom. In jaz sem imel že v zgodnji mladosti ta zgled v domači kuhinji in stalno mesto za mizo, se pravi na stricovi desni strani so ponovadi, jaz sedel na levi moja mama in tako naprej. Oče moj je sedel nasproti njega, skratka tudi to, veste, ta stalni sedežni red, pa ni to problem neke hierarhije, kar bi mogoče kdo na hitro sklepal, ampak predvsem tudi prostorsko pozicioniranje
razmeri v neki družinski skupnosti. To se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno. Super. Vsej teh spominov, a veste, je veliko, mi se lahko pogovarjali do ponedeljka. Jaz pač izbiram samo določene stvari, ki so se mi ohranile v mojem računalniku tukaj gor. Ne, jaz sem bil zdaj, se pravi, ko sem že rekel, meni je škoda, da je majčken pozabljen ta Finžgar, jaz upam, da ga bomo zdaj malo obudili, ker je v bistvu pravzaprav sem rastel gor. Zdaj, spomnim se enostavno, to sem tudi mojemu sinu povedal, to zgodbo, ko je on imel očeta, ki je bil strašno napreden. Bojda je kar nekako, bi rekel, eno industrijsko kulturo spremenil tam v Žirovnici, ker je se tisti šivalni stroj nabavil, ki je v bistvu šival in so ga hodili občudovati in je še danes tam. Je bil v bistvu verjetno prvi v Sloveniji, ker je nekaj celo par let po tistem, ko so ga v Ameriki izumili, ga je nabavil. Zdaj, do takrat so hodili ti, kaj so že bili, na domove šivati in delati, zdaj so hodili pa k njemu gledati ta stroj in k očetu. Ampak to, kar sem hotel povedati, je kako je ta oče, kljub temu, da je bil avtoriteta, ni nikoli tepel, ni nikoli, ampak ga je kaznoval in se spomnim tisto, ko je napisal, še pajčevina bi me držala za mizo, če bi me, ko ga je privezal, nekoč ga je privezal. A lahko kaj več povete okrog tega? Najprej vas moram popraviti. Vi ste na začetku omenili, da je bil prvi, ki je imel v Žirovnici živalni stroj. Oni niso živeli v Žirovnici, oni so živeli v Doslovčah. To je, Fara je pa Breznica. Žirovnica je samo ena vas v tem delu pod Stolom, ki se imenuje Kašarija. Še dan se reče, odkot si pa ti doma, iz Kašarije, tisti pa Kašar. Očitno zaradi tega, ker je bilo tam zelo močno zastopana kultura kaše, to se pravi prosene ali pa ječmenove kaše in pa ajdove vsekakor, 3 vrste kaše. No, ampak da se vrnem zdaj k očetu. Oče seveda je bil v Finžgarju izjemen vzor. On je bil naravno inteligenten, kot mlad je odšel v sosedno Častovčes, v sosedno Avstrijo, potem v smeri proti Tirolski, kjer se je naučil šivati. In ko se je vrnil nazaj, je začel šivati ovčje kožuhe z aplikacijami usnjenimi na hrbtu. In ko sem zbiral predmete za Finžgarjevo rojstno hišo, ki je zdaj urejena kot spominska zbirka, sem našel še zadnji originalni ohranjeni plašč, recimo. Poleg tega mi je uspelo dobiti tudi originalni šivalni stroj in je danes, kot ste pravilno omenili, ohranjen v njegovi rojstni hiši. Skratka, ta stroj je med takratnimi prebivalci, ki so se zelo radi ob večerih zbirali predvsem v kajžarskih hišah, je vzbujal veliko zanimanja. Zakaj v kajžarskih hišah? Zaradi tega, ker kajžarstvo, to so bili brezzemljaki, je bilo pogostokrat povezano z nekimi rokodelskimi dejavnostmi, ki so pomenile glavni vir dohodka za te kajžarske gospodarje. In Finžgarjev oče je res bil umen gospodar, kot bi temu rekli, z eno besedo 19. stoletja. Se je v nekaj letih zaslužil to, da so potem si lahko zgradili novo veliko hišo na Breznici. Se pravi, vidimo en izjemen uspeh z trdim delom. Ni služil samo z šivanjem kožuhov in pa irhastih hlač, ampak tudi je bil odličen sadjar. Vzgajal je sadna drevesa in jih je potem prodajal
kmetom, da so jih sadili v svojih sadovnjakih. In ohranil se je recimo nož za obrezovanje drevja še od Finžgarjevega očeta. Ohranjen je mehur za tobak, ki ga je oče tako rekoč do svoje smrti nosil za pasom in ga je lepo obšila njegova žena oziroma Finžgarjeva pisateljeva mati. Potem seveda tudi 3 pipe, ki jih je kadil, so se ohranile. To je nenavadno, da se take stvari ohranijo, kar nesporno dokazuje, da je Finžgar seveda imel odnos do vsega tega, iz česar je izšel, in da je nekaj teh drobnih stvari skrbno ohranjal. Nekaj se jih je sicer uničilo med drugo svetovno vojno, ko je na hišo njegovo na Mirju padla bomba, ampak seveda te pipe, recimo nož, mehur za tobak so se pa seveda ohranile. Če se mogoče povrnem še malo nazaj k njegovi rojstni hiši v Doslovčah, kot rečeno, po domače se je reklo pri Dolencu. In to je bila hiša, kamor se je Finžgarjev oče preženil. To pomeni, to je bila hiša Finžgarjeve matere oziroma njegovega deda Jože Ažmana. To je bil ded po materini strani. In Finžgar je seveda črpal določena znanja, določene informacije tudi od njegovega deda Ažmana, ki mu je na dolgo pripovedoval njegova srečanja recimo s francoskimi vojaki in tako naprej. Skratka, dobil je Finžgar tukaj eno odlično informacijo o enem zgodovinskem obdobju, ko ga še ni bilo na svetu. Tako da tudi je ohranjena ena fotografija tega deda, je nosil še v levem ušesu uhan, recimo tisti znameniti murček, to je poseben tip uhana, ki ima stilizirano glavo zamorca, zato je murček, nima nobene zveze z Murni. Marsikdo bi si to tako lahko razlagal in si razlaga, ampak zaradi tega, ker ima stilizirano podobo zamorca. Je bil pa to en nakit, ki je prihajal iz obal Jadranskega morja. Reka, recimo, je bil en tak trgovski center, kjer se je to potem razširjalo po širšem območju. Ti uhane, se opravičujem, ti uhane, recimo tudi Tomo Zupan, ki je tudi naš, ko imamo njegovo posestvo. Ja, sta bila v žlahti s Finžgarom. Ja, pa celo mu je bil vzgojitelj oziroma tam. Ampak tudi on je nosil ta uhan. Zakaj so nosili te uhane? To je bil del oblačilnega videza moških. Mi govorimo danes o oblačilnem videzu. Nož, to, kar smo imenovali včasih noša, to so pa uniforme. Se pravi, noša ni obleka, noša je preobleka. Se pravi, če želimo poudariti svojo narodnostno pripadnost, se preoblečemo, uniformiramo v nošo, recimo, ali pa v neko posebno nacionalno uniformo, bi lahko to rekli tudi. Zdaj, kdaj se je to začelo? Vsekakor celotno 19. in tudi že v 17. stoletju. Kajti pomen tega zamorca je bil tudi magičen, in vemo, da se motiv te osebe pojavlja tudi v ljudski pesmi, recimo in pripovedi, kot veste vsi dobro, pri Lepi vidi nastopa in tako naprej. Skratka, ženske so nosile te uhane v obeh ušesih, medtem ko moški pa samo v enem. Aha, se opravičujem, ko sem vas prekinil. Ne, v redu. Če se vrnem v njegovi rojstni hiši, zdaj bom nekaj bolj osebnega povedal. Vi ste tudi kot maturant Ja, točno to bom zdaj povedal. Jaz sem obiskoval gimnazijo Vič v Ljubljani, in ko smo prišli v 4. letnik, nas je čakala matura in jaz sem si izbral maturo
iz slovenskega jezika in geografije, ja, tako. In moja profesorica geografije je rekla, a veš, tebe te stvari zanimajo, a veš, že veš, ti lahko to študira tudi, ne, tudi kdo bi mi takrat to povedal, če ne ona, ne. In je rekla, veš, to je oddelek za etnologijo na ljubljanski filozofski fakulteti. No, in ko sem izbiral temo maturitetne naloge, sem se odločil, da bom raziskal Finžgarjevo rojstno hišo, kakršna je bila v času njegovega rojstva. To je pomembno. Se pravi, druga polovica 19. stoletja, konkretno 1871. Takrat je bila živa še moja teta Ana, vsaj 3 njene sestre, nekih je že umrl, še nekaj drugih starejših sorodnikov, ki so seveda poznali Finžgarja od mladosti, tako rekoč, in so zahajali po njegovo hišo, tako da sem imel lepo število sogovornikov. Poleg tega sem pa nekajkrat šel k moji stari mami v Žirovnico, ki je bila tudi Finžgarjeva sestrična, in sem tudi z njeno pomočjo seveda postopoma rekonstruiral notranjo opremo te hiše, funkcijo posameznih prostorov, predvsem pa bi rekel, skoraj z detektivsko natančnostjo zbiral predmete, po možnosti originalne. Tako mi je uspelo odkriti originalne šivalne. Takrat je bila že spominska hiša. Originalne škarje, recimo, kožev sem že omenil, kaj ste hoteli povedati. Ampak takrat je že bila spominska hiša, oziroma je že bilo? Ne. Še ni bilo, ne? Takrat še ni bilo. Noter to hišo nekaj časa imela v lasti moja stara mama, pa jo je prodala in so jo potem neki ljudje kupili. Sem že pozabil, kako so se pisali. Ampak, ko so po Finžgarjevi smrti začeli zbirati Finžgarjev dinar od mladina, tako kot je Finžgar to organiziral za Prešernovo rojstno hišo, pred drugo svetovno vojno, so s tem denarjem se zidali lastnikom, stanovalcem v rojstni hiši Finžgarjevi novo hišo v neposredni bližini. Medtem ko originalna stara hiša je pa doživela seveda potem muzeološko ureditev. To sem delal še kot študent, sem tam sodeloval, in moram reči, že bilo prav ena taka moja praksa, bi rekel, delovna praksa, ki me je potem sicer čakala tudi še v času študija. Skratka, ta hiša zelo realno prikazuje stanje. Res pa je, da pri vzdrževalnih delih, zlasti zadnjih, pred nekaj leti, so bile narejenih nekaj strokovno zelo vprašljivih potez, ki jih tukaj ne bom zdaj podrobno razlagal, ampak kar seveda dokazuje tudi, bi rekel, raven strokovnosti ljudi, ki so imeli to na skrbi. Skratka, hiša je danes vpeta v eno pot kulturne dediščine, ki povezuje rojstne hiše kar nekaj pomembnih Slovencev, ki so se rodili na tem območju Kašarije, recimo, da uporabim to besedo, se pravi od Matije Čopa v Žirovnici, hiše Finžgarjeve matere, tudi v Žirovnici, Prešernove rojstne hiše v Vrbi, hiše Janeza Jalna v Narodnah in pa vse do Finžgarja. Vmes je seveda še nekaj spominskih plošč, pa Janšev čebelnjak, zabral čebelnjak, čebeljare Janše, se razumemo. No, in to je ta pot kulturne dediščine, ki je lahko bi skoraj rekel, da je bila to ena prvih kulturnih poti na Slovenskem. A je še kakšna taka obstaja v Sloveniji? Mislim, da ne. Ne obstaja nobena je taka. Ta je verjetno... Mislim, da ne obstaja nobena taka, ki bi povezovala več lokacij, je pa cela vrsta zdaj že tudi drugih kulturnih poti, medtem ko ta je pa res, bi skoraj si upal trditi, da je najstarejša, z najdaljšo tradicijo in
tudi zelo izvirna. In vsako leto 8. februarja občina Žirovnica organizira tudi pohod po tej kulturni poti, ki se ga udeleži. Nekajkrat sem bil na teh zadevah in se ga udeleži res ogromno število ljudi. Ja, se enkrat smo šli z slepimi, smo šli tudi mimo hiše Toma Zupana, ki pa ni odkupljena. Zdaj pravim, nisem vseh naštel. Ja. Pred osnovno šolo Žirovnica stojijo portreti znamenitih rojakov, skratka, en lep način, bi rekel, utrjevanja spomina na pomembne može pri mladi generaciji. Se mi zdi to ena zelo, zelo dobra zadeva. To je ena zadeva, ki je tudi dejansko Finžgar sprožil, ko je začel zbirati stvari in prepričevati ljudi, da naj prvič zbirajo tisti dinar, Prešernov dinar, da so potem odkupili hišo. Se to boste pa vi še malo več povedali, in je potem to kar nekako naraslo. In zdaj vse te hiše, ki so odkupljene, dejansko je to v bistvu Finžgarjeva zasluga, Ja, on je s tem začel. On je bil izjemen organizator, dober gospodar tudi, recimo, in iz njegovih spominskih zapisov lahko preberemo, kako sta v bistvu sodelovala s arhitektom Plečnikom. Tudi to je bilo prvo tako večje delo, kjer je Plečnik bil Finžgarjev svetovalec in je tudi oblikoval tisto spominsko ploščo, ki je na robu črne kuhinje v črnem kamnu, bi rekel, izdelana. Finžgar piše, kako sta s Plečnikom šla v Vrbo in pač v te kraje tam pod stolom, in je bil Plečnik očaran nad lepoto pokrajine. Namreč bil je prvič v svojem življenju v teh krajih. Kot veste, je on preživel en del svojega življenja na Dunaju, potem v Pragi, se je potem v razmerno visoki starosti vrnil v Ljubljano, kjer je naredil ta svoj znameniti opus in bil tudi profesor na fakulteti za arhitekturo. No, in piše, kako je Plečnik očaran bil nad lepoto pokrajine in se ni mogel načuditi in nagledati vsega tega naravnega bogatstva, ki je tam zbrano. Sicer sta Finžgar in Plečnik seveda bila soseda. Finžgar je bil pač do upokojitve potem na svojem zadnjem službenem mestu kot ljubljanski mestni župnik, tudi župnik v Trnovem. In Plečnik je bil pa njegov sosed. In velika Finžgarjeva zasluga je bila tudi ta, da je pri takratnih oblasteh pravzaprav se zelo zavzel za Plečnika, ker vemo, da ko se je Plečnik vrnil v Ljubljano, na začetku ni bil prav, bi rekel, z odprtimi rokami sprejet in je Finžgar tukaj zelo veliko naredil v tej smeri. Potem so pa sledila številna dela, recimo naj omenim samo eno, mogoče še kakšno, ampak cerkev na Barju v Ljubljani, znamenita cerkev, da svetujem, kdor jo še ni videl, da se jo kdaj ogleda. Tam sem se jaz poročil. Ja. Potem seveda naredil je celo vrsto drobnih izdelkov, od sakralnega posodja do kapelic in tako naprej. Ko smo zbirali gradivo za Finžgarjev album, ki je pravkar izšel pri Mladinski knjigi, so mi prišli v roko 3 načrti za neko kapelico, načrti seveda Plečnikovi. Kje naj bi ta kapelica bila, se ne da razbrati, očitno nekje na Dolenjskem, in Finžgar tam na te načrte na hrbtno stran napiše: zelo sem si prizadeval pri mojstru Plečniku, da je naredil te prekrasne načrte. Lokalnemu župniku sem poslal in povedal, koliko bo to stalo. In on je
pač omenil, da več kot toliko in toliko ne more dati. In je rekel, in Paul Finžgar pripiše, da je to velika neumnost, je bil zelo kritičen do tega župnika, da je velika neumnost, če nekateri mislijo, da bo za par dinarjev veliko umetnost lahko dobili, da velike stvari je treba tudi primerno plačati. Skratka, zelo realen pogled, spet ena dobra lekcija za današnji čas, ko ubiramo zaradi domnevnega finančnega pomankanja za kulturo razne bližnjice, ki ne rodijo vrhunskih stvaritev. Ja, on je, ko se je odločil, da bo zdaj odkupil to Prešernovo hišo, on je vse izračunal, če bo vsak učenec dal en dinar, bomo mi to lahko kupili. Lastnico je šel prepričati, da je to podarila, oziroma se je zmenil, da so je zgradili drugo hišo, Potem je Zibko, ki jo je našel, to bo povedal, jo je zamenjal za otroški voziček. Dajte malo povedati že v tekst. Ja, en kup je, jaz sem namreč to dokumentacijo sem vso predal Gorenjskemu muzeju v Kranju, ki je tudi strokovni skrbnik za to hišo. Sam ste povedal ta primer z otroškim vozičkom. Angažiral je recimo en krog ljubljanskih dam, da so vezle razne prtičke, zavese in tako naprej. Skratka, ni šlo samo za zbiranje Finžgarjevega dinarja med šolsko mladino, ampak za eno široko gibanje. Marsikateri Slovenec, slovenska družina je podarila za Prešernovo rojstno hišo določen predmet. On je tam eno posebno vitrino pokazal tudi denar tistega časa in tako naprej. Sam ste omenil, da je našel eno Zibka, ni originalna Prešernova, ampak je iz tistega časa. Je pa recimo posteljnjak, kot se reče lesenemu delu postelje, je iz Finžgarjeve rojstne hiše. Se pravi, tudi svoje hiše je nekaj stvari namenil za Prešernovo rojstno hišo. Potem, dokler Finžgarjeva hiša ni bila urejena v spominsko zbirko, je tudi kožuh, ki je visel v Prešernovi hiši, bil zadnji kožuh, ki ga je zadnji znani kožuh Finžgarjevega očeta, ki ga je Finžgarjev oče zašil in tako naprej. Potem, ko smo delali to Finžgarjevo zbirko, so z Gorenjskega muzeja dali nek drug približno tak kožuh Prešernov originalni, pa zdaj visi v Finžgarjevi in tako naprej. Skratka, vidimo, da on je imel cel spisek predmetov z navedbami, kdo je kaj daroval, kje je kaj dobil. Recimo en kup takih zadev je bilo zbranih v ta namen. Res pa je, da Prešernova rojstna hiša je bila koncipirana kot en nacionalni, bi rekel, Olimp, ali kako bi to imenoval, prav en tak reprezentančni prostor, v katerem se je rodil naš pesnik. Medtem ko pri Finžgarjevi rojstni hiši smo pa zelo strokovno gledali, da naredimo čim boljšo rekonstrukcijo stanja, kakršno je bilo v času njegovega rojstva. To je ena velika razlika med objema hišama, sta pa oba koncepta v bistvu po svoje zanimiva. Skratka, eno tako nacionalno kulturno svetišče, če temu tako rečemo, je nastalo iz Prešernove rojstne hiše, medtem ko Finžgarjeva je pa dejansko en dober primer, ki nam pokaže bivalne in siceršnje življenjske razmere v kajšarski družini v drugi polovici 19. stoletja. Tako da se pravi, danes sploh grejo vsa prizadevanja v to smer, se pravi v to drugo, da prikažemo
z neko hišo nekega pisatelja, pisateljice, pesnika, pesnice pač konkretne življenjske razmere in si prizadevamo čim več izvirnega gradiva tudi ohraniti. Tako da je to oba, kot sem rekel, sta pa zelo dobra primera. Ja, to sem hotel reči. Mal, če pogledamo tudi politično, bi rekel, on ni bil politik, on je bil, ampak je sodil k tej tako imenovani Krekovi socialni liniji. Ja. In to se mu dobesedno se pri njemu vidi pri tem skrbi za uboge, ki so na veliko pritiskali v Trnovem. On je to ogromno teh revežev tam v bistvu prehranjeval in tega. Predvsem je treba opozoriti na znamenito barakarsko naselje Sibirija. Danes so tam že kar velike hiše stojijo, ampak še v moji mladosti se spomnim, da če so me kdaj doma poslali, ko je šel oče na lov tam na rob Sibirije, pa je kaj doma pozabil, pa je rekel, mama, daj zapelj se s kolesom. Me je bilo zmeraj malo strah čez Sibirijo jeti, ker tam so pač to je bil tak ljubljanski slam, recimo, če uporabim to besedo. Skratka, Finžgar je seveda kot župnik, recimo v Trnovem, zelo skrbel za te ljudi iz Sibirije in je bil mnogim parom, ki so se poročili in niso imeli denarja za nič, jih je poročal brezplačno, in jim je tudi prstane kupil, recimo. Skratka, to je en tak, bi rekel, primer na mikroravni. Sicer pa je njegovo delo bilo močno v tem smislu, kot ste omenili, povezano s Krekovim programom, s Krekovim socialnim programom. Zelo je, že ko je bil župnik v Sori pri Medvodah, je odlično apliciral ta Krekov program in ustanovil zadrugo, živinorejsko zadrugo, pa še celo vrsto drugih stvari. Potem recimo za Soro vemo primer, tam so bili ljudje politično zelo med seboj skregani, sta bila dva tabora, on je to uspel združiti in tako naprej. Res pa je, da je bil on odličen govornik, to se premalo poudarja, da je bil briljanten govornik, imel je izjemno barvo glasu in recimo ohranjena ena fotografija iz časa med Prvo svetovno vojno, kako govori na glavnem trgu v Škofji Loki več glavi množici ljudi, seveda brez mikrofonov in podobnih zadev. Tudi jaz se ga spominjam zlasti po njegovem gromkem glasu. In tudi potem po drugi svetovni vojni, tistih 15 let, kar sem živel z njim, je bil seveda gluh, on je oglušel ob bombnem napadu in mi smo se neizmerno na glas morali pogovarjati, da nas je kaj slišal, prav drli smo se. Čeprav samo slovenski izseljenci iz Clevelanda po drugi svetovni vojni poslali najprej enega, potem še en naglušni aparat, ki je bil takrat prava redkost. Bil je zelo velik, podoben enemu tranzistorju, recimo, takem malem prenosnem radiju, s posebnim vložkom za uho. In Finžgar seveda ni bil z nobenim od teh aparatov preveč zadovoljen, ker ni zadovoljivo slišal. In je kar naprej aparat jemal iz ušesa, oziroma ta vložek iz ušesa in potem ta škatlica z temi napeljavo in tako naprej, jo je odprl in z nožem bezal noter, tako da je vedno kakšno žico prerezal. On je vedno rad kaj vijačil in tako naprej. No in jaz sem potem bil tisti, ki so mi dali aparat v neko vrečo in sem ga odnesel na naši teti, ki je delala na tehničnem oddelku Radia Ljubljana, da so tehniki potem to spravili v zasilno delovanje.
In kadarko sem prišel, ko sem odprl vrata, je kakšen od tehnikov rekel, a je pisatelj spet z nožem bezal v aparata. Tako da so se prav že zabavali, ko so te stvari morali popravljati. To je bilo seveda vse na baterije, tudi baterije so prihajale iz Združenih držav in tako naprej. Skratka, on je znal ljudi prepričati, veste, z govorom, njegovi govori so bili res idealni. Nekaj jih je ohranjenih, tudi na Radio Slovenija imajo v arhivu, mislim, da en njegov nastop po drugi svetovni vojni, ko je otrokom govoril, kaj pomeni beseda pionir. Zelo zanimivo, če boste imeli možnost, se to se da dobiti, pa enkrat vašim udeležencem to predvajate. To je zelo zanimivo besedilo. Bomo poskušali dobiti. Sicer je bil pa on skupaj z Franom Milčinskim, to se pravi očetom od Ježka, se pravi avtorjem Butalcev, prvi, ki je spregovoril, mislim, da v 30 letih, če se ne motim, pa ne me držati za besedo, pri prvem javljanju Radia Ljubljana. Prav, ko je Radio Ljubljana začel z oddajo, je Finžgar tam tudi imel en tak nagovor, drug govornik je bil pa Fran Milčinski, sta tudi ohranjeni fotografiji enega in drugega, kako stojita pred mikrofonom in bereta govor. Tako da, to je to. Ja, on, ko je se iz Sore, ker ste lepo povedal, ker je ti sprte ljudi, ko so ga pravzaprav, ko je prišel v Soro, ga nihče ni niti sprejel, že pnišče je zaklenjeno. Na koncu so mu podelili začasnega meščana. Krajana, ko je v bistvu ta Vurnikova narisala tisto priznanje. No, in potem, ko se je preselil v Ljubljano, so mu naredili res en velik sprijem pred kapelco, to Trnovsko, in ga je potem ena ženska ga je vprašala, a se vi spomnite, kaj ste rekel, ko ste prišel sem, pa je rekel, ne vem, pa je rekel, kako je že rekel, da je prinesel široko srce in neko delovno nekaj v tem smislu je rekel, in je potem to mu je ona povedala, in je pol tudi mu rekla, da je točno to je tudi počel v Trnovem. Ja, je pa zanimivo, ko je pa šel v Soro za župnika, je bil njegov oče še živ in je vprašal, kam greš pa zdaj v službo, je rekel, v Soro. Je rekel, oče je pa odgovoril, samo to ve, da se na Sori zelo slabo sedi. Mesto je Soro ali Svoro, to je del lojtrnega voza. In vendar je pa Finžgarju bila to verjetno še dodatna spodbuda, da je pol take velike premike naredil v tej vasi in tudi v širši okolici. Ja, on je vse posod, kamor je prišel, je vse posod nekaj izboljšave delal. Očitno je ta vpliv očeta, ta, bi rekel, tehnični vpliv očeta je dejansko bil zelo vpliv na njega. Na vsak način, jaz se spominjam tudi potem po drugi vojni, ko je bil že v visoki starosti. Spomladi sem jaz plezal po drevju, po sadnem drevju, mi smo imeli ogromno sadnega drevja na prekrasnem vrtu v Namirju in mi je s palco kazal, rekel, tole moraš odrezati. Pol, če sem kakšno prehitro odrezal, rekel, zakaj si odrezal, ta bo še odgnala in tako naprej. Skratka, je to tudi v očetu podedal, ta čud za obrezovanje, za gojenje sadnega drevja. Tako da je bil to, kar ste omenil, izjemno napreden in je recimo tudi s kmetijstvom se ukvarjal. Vedno je imel kakšno kravo, konja vsekakor, seveda. Iz Sore je cel kup stvari pripeljal, tam je imel praktično kmetijo, oziroma. No in recimo, ko sem konja omenil, se je tudi fotografija ohranjena, ko je bil za župnika v Želimljam,
je večkrat obiskoval svojega dobrega prijatelja, graščaka Auersperga na Turjaku. To sta bila od zgodne mladosti velika prijatelja, pa nekaj časa tudi sošolca. In seveda sta debatirala pozno v noč in je pripovedoval, ko se je peljal domov, je imel tako odličnega konja, da je on takoj zadremal na tistem vozu svojem, to je bil en tak zapravljivček, recimo, se pravi, spredaj sedišče, zadaj pa je en tak prostor. In konj je lepo iz Turjaka do Želimnega sam pripeljal, je rekel, da je včasih je pa zaropotal med to vožnjo in je pogledal nazaj in je ležal kakšen srnjak ali pa srna, ali pa kakšen zajec divji, in so se mu na ta način zahvalili divji lovci, za katere je vse dobro vedel, kateri so, saj konec koncev so mu to zaupali, ko so hodili k spovedi, ampak se je držal spovedi molčečnosti in oblasti ni nikoli zdal, kdo je divji lovec med domačini, in na ta način so se mu občasno zahvalili, da so mu kakšno oplenjeno žival vrgli, ko so vedeli, da se bo peljal iz Turjaka nazaj v Želimlje. Skratka, spet vidimo eno prijetno tako zgodbico, in pa, bi rekel, trdnost v njegovih stališčih. On je 36. leta, ko se je upokojil, je ostal v Trnovem. Tam nekje blizu Trnovske cerkve, nekje blizu današnjega Zavoda za slepe. Prej ste vi meni sedi omenil, ali pa da je eno od vaših poslušalcev omenil, da je neka gospa navedla, da ko so šli na sprehod, Zlatko. Da so se pogovarjali s Finžgarjem. Jaz sem to omenil, Jaz se teh sprehodov gojencev iz doma slepih v tako rekoč sosednji ulici, na Jamovi ulici je bilo to, se zelo dobro spominjam, zelo dobro. Še več, mi smo v dom slepih nosili tudi košare in pa steklenice v opletanje. Oni so imeli eno zelo veliko pletarsko delavnico, v kateri je bilo veliko vrbovega šibja, in so pletli izjemno lepe izdelke. Spet en lep primer za današnji čas, ko je država mačeha vsem rokodelskim dejavnostim. Mnoge veliko bolj bogate države po svetu ali pa po Evropi, če hočete, danes namenjajo zelo veliko pozornosti tovrstnim dejavnostim, ki lahko prinašajo določene tudi ekonomske ali pa finančne učinke. Takrat po drugi svetovni vojni je to v tem domu slepih bilo zelo, zelo razvito. In Finžgar, kot ste omenili, se je leta 1936 upokojil, predtem je pa se zidal si najprej eno hišo za Bežigradom, in sicer skupaj s svojim nečakom, ki je bil tudi duhovnik, vendar sta imela zelo različni gospodinji, ki sta bili v zelo napetem odnosu. In Finžgar je rekel, ni mi bilo do tega, da bi gledal pa poslušal to kregarijo bab, in je svoj delež hiše prodal in se je potem sezidal hišo na Mirju ob Gradaščici. To se pravi, takrat je bila to Dobrilova ulica, zdaj se imenuje Finžgarjeva, in pa na križišču z Lepim potom. Načrt za to hišo marsikdo misli, da ga je naredil Plečnik, pa ga ni. Načrt je delal arhitekt Suhadolc, Anton Suhadolc, vendar pa je bil nek zunanji konzultant pa Plečnik. Zanimivost te njegove hiše je predvsem zelo lepo stopnišče, ki ima obliko elipse. Res pa je, da je ta hiša doživela skoraj polovično porušenje med drugo svetovno vojno, ko je
bomba zadela, padla na njo. Pozitivna stran tega pa je bila, da je arhitekt hiši predvidel železobetonsko streho in je bomba eksplodirala ob dotiku streho, in je šele potem ta detonacija porušila ostalo. To je verjetno tudi rešilo Finžgarja, da ni umrl, ampak doživel seveda velike poškodbe. Ga je pa vas oče rešil, ne? Prosim? Vaš bodoči oče, bomo rekli, ga je rešil. Ja, moj oče je pa živel v ljubljanskem Nebotičniku in se na terasi Nebotičnika v času bombardiranja sončil. Ko je videl, kam padajo bombe, je takoj šel na bicikl in se odpeljal na Mirje, ker je videl, da padajo v tisto smer, ker je imel ljubezen svojo, se pravi mojo mamo. In ko je prišel tja, je takoj začel odkopavati, šel pomoči nekaterih drugih Finžgarja iz podruševin. Imamo še ohranjeno srajco Finžgarjevo, ki jo je imel na sebi takrat. In če to pogledate, potem dejansko misliš, da se je zgodil čudež, da je ostal živ. Kako je to vse razcefrano bilo na njemu. In še en detalj bi mogoče, ali pa eno podrobnost, lepše rečeno, omenil. Moja velika zabava je bila, da sem Finžgarju tlele stiskal ušesni mešiček, v katerem je imel en kos železa od bombe noter. Se pravi, en del bombnega izstrelka. In ko sem mešiček spodaj stisnil, se je ta izstrelek pomaknil navzgor, potem sem ga pa stisnil na vrh, pa se je pomaknil spet navzdol. To je Finžgarja izjemno zabavalo in se je prešerno smejal, ko je videl, kako jaz to uživam. Istočasno mi pa pripovedoval, kako je bilo takrat, ko je bomba padla in tako naprej. Skratka, to je tak droben detajl. Slavica, ja. Ti vem, da te muči, da boš nekega vprašala, gospoda Bogataja. V kartanju. Kar izvolite. Mikrofon morate prežgati. Slavica, mikrofon. Ja. A zdaj je pa v redu, ne? Ja. Bo boljše, ja. Jaz se spomnim, ko je profesor Bogataj enkrat v Finžgarjevi galeriji, ko smo ta film tudi gledali, pripovedoval o tem kvartanju, o družabnem življenju Finžgarja. To ni nikjer tako zavedeno, tako da jaz bi res prosila, da tole malo poveste, kako glasno pa veselo je bilo. Ja. Kvartanje je bilo seveda šport in zabava številka 1 Finžgarjeva. In igrali so 3 igre največkrat. Na prvem mestu je bil Tarok, potem je bila ena igra Marjaž, ki sem jo znal tudi sam igrati, pa sem pozabil. Res, to se ne spomnim. Igra se pa s enakimi kartami, kot so za remi. In pa remi. Te 3 igre so bile v naši hiši. Ogromno kompletov igralnih kart, imam še vse ohranjene. In seveda kvartalo se je pa, ali kartalo, pravilno rečen, se je pa na več načinov. Marjaž sta igrala Finžgar, pa njegova sestrična, njegova gospodinja Ana sama. Tarok med tednom sta igrala ona dva in pa moj oče, v popoldnevih, ko ni bil v službi. Medtem ko ob nedeljah pa so popoldne kartali s Finžgarjevi ožji prijatelji, ki so se vsako nedeljo popoldne zbrali. Teta naša Ana je zanje pripravila kuhan, prekajen govej jezik, ponavadi, pa zraven še hren za prilogo, to so imeli za priboljšek ali pa kakšno sladico, če jo je pripravila, recimo. In seveda mi smo stanovali nadstropje niže in ko so začeli kartati, se je tresla celo naše stanovanje spodaj. Jaz sem se ponavadi takrat pripravljal za šolo v ponedeljek
in moram reči, da sem bil popolnoma dekoncentriran, ker so štihe posamezne, ne, s tako glasno metali na mizo, da so še z dlanjo udarili in to se je vse treslo in ropotalo. Za kartanje so imeli posebno mizo za 4 in sicer kvadratnega tlorisa in na vsaki stranici je bil predal, kjer so, če so kartali za denar, tudi imeli pač drobiž pripravljen. Ampak največkrat je bilo tako, da so se izmenjavali in da je eden pisal točke, koliko je kdo točk pridobil. Pri metanju štihov na mizo je pa Finžgar imel seveda še eno posebno veselje, da je posamezne barve taroka tudi komentiral. Recimo je vrgel srčnega kralja gor, pa je rekel srce našega psa. Pa je vrgel recimo neko križevo sedmico, pa je rekel križ kraž. Ali pa pika, je rekel Pikolindra v Kloštršla in tako naprej. Skratka, to je bilo izjemno zabavno tudi poslušati, in še razne druge komentarje in tako naprej. Skratka, to je bilo vsako nedeljo popoldne. Ja, no, jaz sem hotel samo to reči, da zdaj smo že kar dolgo skupaj, dajte kako vprašanje postaviti, zdaj Slavica izvoli. Ja, dajte. Sam še to me zanima, tale druščina, mislim, da je celo Izidor Cankar bil, pa še kak tak znani Slovenc pri tej druščini. Izidor Cankar je bil gotovo Finžgarjev največji prijatelj. Zdaj ne bom se spuščal v zgodbo njegovega življenja, ampak dejstvo je, da se pa živo spominjam, da je bilo eno oblačen dan, ko se je stric oblekel in je prišel taksi. On je imel stalnega taksista v Ljubljani, imel en tak star avtomobil, ta taksist se je pisal Koprivšek, če zdaj se spomnim. In sem vprašal mamo, kam pa pelje strica. Je rekla, pelje ga v sanatorije Mona, kjer Izidor Cankar umira in ga gre spovedati. Skratka, ostal mu je zvest do konca in tudi to, bi rekel, je poskrbel zanj. Vendar Cankar ni nikoli hodil na kartanje. Cankar je hodil na pogovore, Izidor Cankar je hodil na pogovore s Finžgarjem vsako nedeljo dopoldne. Prišel je potem že v visoki starosti s svojim psom Baldom, Baldomu je bilo ime. Ta pes je potem najprej skočil v gradaščico in se navdušeno okopal, pa ves moker, to je bil, mislim, da kokr španjel, če se ne motim, potem pa ves moker priskakljal v dnevno sobo, kjer se je navdušeno stresel. Naša teta je bila jezna kot ne vem kaj, in je zarobantla ti prekvat pes, Finžgar se je pa izjemno nasmejal, on je bil velik ljubitelj živali tudi in tako naprej. Skratka, to je v zvezi z Izidorjem Cankarjem. Na kvartanje je pa hodila neka druga njegova družba in sicer je bil v njej, če bom zdaj se dovolj hitro spomnil vseh priimkov, Jalen mogoče. Bil vodja semenišča profesor Oražem, Janez Oražem, odličen človek, eden najbolj zabavnih namen kot otroka, je največji vtis naredil. Potem je bil profesor s teološke fakultete Vilko Fajdiga, ki ga nisem maral, bom kar povedal. Potem je bil odličen slovenski zgodovinar Maks Miklavčič, potem župnik Uršulinski cerkvi v Ljubljani Jože Košir in pa prleški rojak in sicer Stanko Cankar, tudi profesor na teološki fakulteti. To je, mislim, ekipa, ki se je družila
In ta ekipa je odhajala tudi na počitnice pod Špikovo skupino na Jasenje, to se pravi nad Gosmartuljkom, kjer je Finžgar po drugi svetovni vojni s honorarjem, ki ga je prijel za neka svoja dela, uredil hišo, ne hišo, to je bila koča, mala kočica, brunarica, ji prizidal kapelico Marije Snežne, namreč med drugo svetovno vojno so mu požgali njegovo priljubljeno kočo Murko pod stolom in potem je iskal neko nadomestilo in v tej koči sem tudi sam tri svoja počitniška obdobja preživel. Seveda z njim, kjer me je naučil loviti kače in druge, bi rekel, mojstrovine v naravi. Viktor, izvoli, beseda je tvoja. Viktor, mikrofon vklopi. Izvoli, evo. Se slišimo? Ja, se. Živijo, lep pozdrav. Ja, moram povedati, da hvala za ta zelo lep dopoldan. Moram reči, da kada se svojih študijskih let spomnim, je ponovadi ena prvih asociacij, pa kar ta prva so predavanja, pri vas profesor Bogataj, sem zelo veliko od njih odnesel. Kako se pišete? Vrtačnik. Se vas spomnim, dobro. Ko ste prišel, oprostite, da vam besedo skočim, ko ste prišel na prvo predavanje, ste rekel, če lahko uporabljate eno napravo in ste tam tipkal nekaj, ko sem jaz govoril. Ja, res je to, ja. Ja, ne vem, kaj je to bilo, ampak vprašal ste me, če lahko to delate, jaz sem rekel seveda, Kot neke vrste elektronska beležnica. Tako, ja. Se vas dobro spomnim, seveda, ja. Ja, tako da vam res prvo lepo spominje, pa sem rekel že večkrat, da bi bil vesel, če bi se kdaj srečala, evo zdaj pa takšna prilika nanesla. Odlično, vidite, kaj internet dela. Ja, res. Včasih tudi kaj dobrega. Tako, ja, za vsako okoliščino nekako hvaležni. Ja. A vi učite, ne? Nekaj časa sem učil zgodovino, tako da moram reči, da mi je tudi to etnološko znanje vedno kar prav prišlo. Se da marsikje ponucati kaj, zdaj sem se v drugih vodah, ampak še vedno pač sej, kar človek zna, to zna. Točno to. Ja, mogoče bi vas samo dve stvari vprašal zdaj, in sicer seveda sem tudi sam pač nekako v svojih osnovnošolskih letih pač precej rastel gor s knjigami, med drugim recimo mi je Pod svobodnim soncem pravzaprav ostala v precej enem takem globokem spominu, pa smo že včasih se malo tako pogovarjali, kako bi bilo krasno, če bi to delo kdaj doživelo kako svojo filmsko upodobitev. Vam je kaj znano, je bilo kdaj kaj resnega na tem, recimo? Ja. Kar odgovorim, ne? Ja, kar dajte, ja. Lejte, dve resni, bi rekel, akciji sta bili na tem področju. Najprej so se Američani zanimali Metro-Goldwyn-Mayer, da bi posneli pač nek spektakel na temo tega romana. Bilo je kar nekaj dopisov Finžgarju, ki se jih dobro spominjam, namreč zaradi tega, ker na glavi dopisnega papirja je bil ti znameniti lev, se poznate, kadar gremo v kino ali pa na televiziji vidimo, je tisti lev, ki tako zarenči ali pa z glavo pomiga. No in ker sem jaz zelo rad risal, sem si večkrat te leve pol izrezoval iz pisemskih glav, in sem jih imel kot predlogo, da sem pol znal leva dobro narisati. No, to je bilo prva taka zadeva in Finžgar je takrat seveda postavil zahtevo, da morajo vse glavne vloge igrati igralci
slovanskega rodu. Kar se mi zdi, da je zelo bila ena lepa poteza, jasno pa, da takratni ameriški kapitalistični filmariji to ni bilo pogodo in so verjetno imeli že pripravljene kakšne za tisti čas zelo znane igralce, ki bi to upodobili, in potem Finžgar ni dal dovoljenja, ker niso ugodili tej njegovi želji. Potem je pa Viba film Ljubljana, ki je takrat bila tako rekoč glavna hiša, ali najprej Triglav film, pa potem Viba film, glavna filmska hiša v Sloveniji, pač sklenil neko pogodbo že z mojo mamo, ki je bila lastnica avtorskih pravic, da so oni ekskluzivno zainteresirani za obdobje 10 let, da posnamejo tak film. Minilo je 10 let in nič se ni zgodilo, ne, se veste, Slovenija izvira iz angleške besede slov, če se malo pošalim, in se nič ni zgodilo. Potem je še nek avtor animiranih filmov imel idejo, da bi risanko naredil na temo Pod svojim soncem, tudi tukaj se ni nič zgodilo. Skratka, trije poskusi so bili. Se pa zelo strinjam z vami, da to bi bil lahko en zelo zanimiv spektakel. Res pa je, da to bi danes zahteva verjetno čez neke druge pristope. Jaz se na to ne spoznam preveč, zato kaj več o tem ne bi želel govoriti. Da ne bi kakšne neumnosti klatil. Hvala. Še nekaj mogoče bolj o vašem delu, če lahko. Ja, lahko, če se strinja voditelj pogovora, zakaj ne? Ja, ni problem. Ja, hvala. Namreč, vi ste zelo veliko stvari napisali, ampak moram reči, da žal v naši knjižnici za slepe ni kaj dosti tega, še ni. Bi vas pa tako vprašal, recimo, če bi zdaj pač se nekdo odločil, da bi kaj tega tudi v nam dostopne oblike prilagodili, kaj bi recimo predlagali, če je to mogoče, kaj bi nam svetovali? Ja, mogoče bolj te novejše zadeve, ker jaz vedno pravim, ko izide ena knjiga, tisti moj izvod, ki ga opremim z napisom Ex Libris Janez Bogataj, potem seveda, kadar je priložnost, kadar kaj delam, če kaj novega odkrijem, takoj na rob napišem. Vsaka nova knjiga lahko rodi spet novo knjigo. Nobena stvar ni za vse večne čase zapečatena. Tako da bi mogoče v teh novejših stvari predlagal, recimo z področja gastronomije, s katero se zdaj ukvarjam, eno knjigo z Valvazorjem za mizo, zanimiva, ki prikazuje prehrano v Valvazorjevem času. Potem ravno prejšnji teden je šla knjiga z Janezom Trdinom za dolenjsko mizo. To bo zelo zanimivo branje, ker je tako veselo branje bolj. Saj veste, da na Dolenjskem je pogosto veselo. Skratka, to knjigo sem napisal s pomočjo 27 terenskih zvezkov Janeza Trdine, v katerih je ogromno gradiva o prehrani na Dolenjskem, o pijančevanju, o ljubezni in tako naprej. Skratka, izjemno zanimivo. Zdaj, če bi koga Finžgar bolj zanimal, je mladinska knjiga tudi pred tednom, 2 tednoma izdala knjigo Franc Aleški Finžgar Vera v resnico, lepoto in pravico. To knjigo sem pa napisal v soavtorstvu z kolegom Mihaelom Glavanom, in na zadnjem delu te knjige so tudi moji spomini na
strica Finžgarja, oziroma kot sem ga jaz klical, stric Jur. To bi prav gotovo svetoval. Zdaj, če kdo od vaših poslušalcev in poslušalk kaj skuha, pa lahko že napovem, da bo zdaj založba izdala nekje do sredine leta, če bo vse po sreči, to pomeni, če bo denar, 4 knjige o gastronomiji alpskega dela Slovenije, panonskega, mediteranskega oziroma sredozemskega in osrednjega dela Slovenije in Ljubljane. To bojo 4 knjige, 430 različnih jedi slovenskih bo noter predstavljenih z recepti, predvsem pa z zgodbami. To kot pedagog lahko rečem, da recept je pač recept, veste. Včasih kdo reče, joj, zakaj pa niste napisal, koliko gramov popra pa je treba dodati. Že Valentin Vodnik je napisal v uvodu v svojo knjigo, ki je prva kuharska knjiga v slovenskem jeziku, je napisal, izkušnja je velik učenik. To se pravi, on ni navajal dekagramov in kilogramov, ampak je sam navedel, kaj je treba, potem pa izkušnja prinese tisto, da ti uspe. No, to bi vsekakor svetoval, mogoče lahko pa tudi, recimo, glede na kakšne ročne spretnosti, je tista knjiga Mojstrovina Slovenije mogoče že malo zastarela, ker nekateri, ki so tam noter predstavljeni, so že umrli, ampak kljub temu pa pokaže, kakšno veliko bogatstvo na področju ustvarjalnosti, te ročne ustvarjalnosti imamo na Slovenskem. Tako da to mogoče, takole na hitro, je pa, zdaj moram prav kele gor na polico, če sem kaj pomembnega izpustil. Ampak pa mogoče še, če koga zanimajo prazniki, je pa ena knjiga, ki je šla pri Mladinski knjigi, tudi na 400 straneh, pa še nekaj čez, Slovenija praznuje. Se pravi, sodobne šege in navade na Slovenskem. Se pravi, mene ne zanimajo v tej knjigi, kako je nekoč bilo, to je že pokojni Niko Kuret obdelal, mene so zanimale šege navade sodobne Slovenije. Se pravi, z vsemi neumnostmi in papagajskem prevzemanju globalnih zadev na tem področju, recimo sodobno Valentinovo, noč čarovnic in podobne druge zadeve. Instant prazniki v nakupovalnih središčih. Proti temu sem pa vedno. Hvala. A bi z centra Škofja Loka kdo kaj vprašal? Dušan, lahko jaz? Dušan. Ja, izvoli, Brane. Lahko, hvala lepa. Najprej tebi velika pohvala za izbor in pa gospodu Bogataj, da se je odzval tvojemu povabilu, ki ga zelo velikim zanimanjem poslušamo. Jaz sem imel 2 vprašanji na roman Pod svobodnim soncem. Prvo vprašanje mi je pobral kolega Viki, bilo enako. Drugo vprašanje, ker to je bil fantastični spektakel, če je bil posnet, ampak v našem duhu, ne v duhu onih američnih. Drugo vprašanje pa je bilo, za nas, vidva Mingene, smo iste generacije, 70 plus, in v mojih najstniških letih je bil ta Pod svobodnim soncem bestseller, hit je bil. Tako je. Je res je bil tak priljubljen roman. Koliko še ta roman poznajo današnji najstniki, osnovnošolci, srednješolci, če imate podatek, ali še imajo sploh to v obveznem čtivo, kot primer, ni sicer iz iste lože, ampak vseeno, recimo pred kratkim bilo v medijih, da so črtkali dnevnik Ane Frank. Ja. Ali je ta Pod svobodnim soncem še obvezen čtivo ali ne, in koliko današnji najstniki ta roman poznajo? Žal, konkretnega podatka nimam, bi ga pa verjetno imel, ker sem pač, ker imam pravice, avtorske, in bi me vprašali, če bi recimo ta roman vključili, če dovoljmo, ali pa kakšne odlomke, objave in tako naprej. Skratka, nimam pa točnih podatkov. Pri takih vprašanjih vedno odgovarjam zelo rad, če imam na voljo točne podatke.
ker državna šolska birokracija potem in tako obrne stvari tako, da zgleda vse idealno. Ne. Bojim pa se, da so tudi to izključili iz seznama, ne, ker mislim, da je slabo. Mislim, da je slabo, ne zaradi tega, ker sem pač povezan s Finžgarjem, ne, to zdaj v tem trenutku ni pomembno. Ne. Mislim, da je slabo zaradi tega, ker se v sodobni Sloveniji zelo intenzivno usmerjamo v ta globalno anglo-ameriški svet. Ne. Mislim pa, da je včasih dobro, ali pa da bi morali enakovredno gojiti tudi odnose z našim skupnim slovanskim prostorom. Ne. In da poudarjanje slovanskih kultur se mi zdi, da je izjemno pomembno. Na vse zadnje na ta način tudi vzgajamo naše zavedanje na tej svetovni tehtnici, ne, kjer smo mi lahko resnično na eni zelo lepi sredini, ne, in črpamo tako iz anglo-ameriških motivov, kot tudi iz slovanskih. Morda v tem vprašanju v zvezi z romanom Pod vzhodnim soncem vam povem eno zanimivost. Namreč pred nekaj leti je bila ena od dražb antikvitet v Ljubljani in me je moj prijatelj Zmago Tančič upozoril, da je tudi neko Finžgarjevo pismo, mislim, da je bila izklicna cena 20 €. In jaz sem šel na to dražbo in sem pa kupil to za 30 €. Ne. To pismo je izredno zanimivo, namreč datira v čas, ko je Finžgar začel pisati roman Pod vzhodnim soncem in se je dogovarjal z založbo in je imel željo, to je zanimivo, da bi ta roman imel še večji uspeh, če bi imel ilustracije. In on je uporabljal besedo piltki, za ilustracije. In v tem pismu piše nekemu slovenskemu slikarju, za katerega ne vem, kateri naj bi bil, da ga je obiskal v bolnišnici, odkoder so ga odpustili, ker ga je hotel prositi, če bi on narisal ilustracije za roman Pod vzhodnim soncem. Prav, in potem nadaljuje, pravi, dobro boš moral preštudirati vse zadeve, za Slovane naj ti bodo izhodišče Makedonci, ki menda najbolj slovansko izgledajo in tako naprej. Skratka, eno zelo zanimivo pričevanje tudi zaradi tega, ker je založba se v prvi in drugi izdaji Pod vzhodnega sonca ilustracijam odpovedala in ta roman je dobil briljantne ilustracije šele v času po drugi svetovni vojni, mislim, da leta 1952 je išla prva izdaja po drugi vojni z ilustracijami Slavka Pengova, to se pravi, to je bil tipičen predstavnik socialističnega realizma, ne, ki je delal tudi freske v sprejemni avli Državnega zbora in v Vili Bled, če se ne motim, na Bledu. Skratka, ene zelo lepe ilustracije, tudi meni kot otroku in mojim prijateljem, sošolcem, so bile zelo zanimive, tam so oni naštudirali vse ta oblačila, konjsko opremo, te Slovane, kako sedijo ob ognjih in tako naprej. Skratka, to je bila ena, danes bi rekel, video spremljava, ne, besedila. In potem so pa sledili še številni ponatisi z raznimi drugimi ilustratorji, ne, ampak se mi je zdelo ob tem vašem vprašanju zelo zanimivo to izpostaviti. Super, hvala. Hvala lepa. Ja, še kdo kako vprašanje? Dušan, kaj če se še malo drame Naša kri, mogoče dotaknemo? Ja, ta drama velja za eno njegovih najboljših dram. Moram reči, da jo nikoli nisem gledal v živo, druge sem. On kot, bi rekel,
avtor ljudskih iger, je bil zelo popularen še vedno. Divjega lovca so igrali pred, koliko je zdaj tega, 2 ali 3 leta nazaj v letnem gledališču Studenec pri Domžalah. Moram reči, izjemno zanimivo, Avsenik je glasbo pisal zraven in tako naprej. Skratka, medtem ko našo kri poznam samo iz besedila, ne pa toliko, da bi jo videl v živo. Bi se pa vrnil na roman Pod spodnjim soncem. Bili so poskusi, da bi ta roman tudi igrali kot igro, se pravi ena predhodnica filma. In jaz ne vem, zdaj točno, kjerga leta je to bilo, stric je bil še živ, to vem, to se pravi pred letom 62, smo enkrat šli z mojimi starši na večerno predstavo Pod spodnjim soncem, ki so jo igrali v Ljubljani, dol na koncu Viča na Brdu, tam, kjer je bila včasih opekarna. V tem času so opekarniške naprave še stare, in vem, da smo dobili seveda sedeže v prvi vrsti in so tam ogromno konjenikov je bilo in so se bojevali in jahali in tako naprej. Skratka, celotno zgodbo so predstavili, ampak to je bila neka taka ljudska igra, niso igrali neki profesionalni igralci drame, recimo, ali kaj podobnega. En poskus, kako v obliki drame predstaviti ta roman Pod spodnjim soncem. To, vendar kot rečen, najbolj so mi ostalo v spominu te konji in to mečevanje in tako naprej, ostalo se pa bolj bežno spominjam. Ja, jaz imam tukaj pred seboj, Irena, takoj ti bom dal besedo. Jaz imam tukaj pred seboj iz stare slike, neke strani 1915 Cerknica, so ene stare slike, zdaj se pravim, glede na to vam ne morem pokazati. Zdaj tako, zgodba je taka, povedaj, izvolite se, gospod. Ne, se lahko tako dvignete, pa bomo... Ja, vem, ampak se ne bojo videli, ker so slepi. Ja. Potem je stvari. Prostite, ja. Zdaj tukaj piše takole, zgodba. Bistvo zgodbe, ki je postavljeno leto 1813 na Gorenjsko, zajema misel o ljudskem odporu proti tujim oblastnikom na koncu francoske okupacije. Vanjo je seveda vpletena ljubezenska zgodba županova hči Jerica in poglavar skrivača Štefan. Ja, to sem zelo lahko rečem. On je bil zelo narodno zaveden in je tudi ta Pod svobodnim soncem pisal v tem smislu narodnega prebujenja. Ja, to je bilo eno tak pozni panslavizem, recimo, če temu tako rečem. In je zelo poudarjal te, bi rekel, skupne slovanske vezi. Tako da to besedilo, o katerem govorite, je pa povezano z obdobjem francoskih ilirskih provinc. Recimo, to, kar sem na začetku našega pogovora omenil, da mu je pripovedoval številne zgodbe njegov ded, Joža Ažman, ki je Francoze osebno doživel in vse, kar se zvil. Res pa je treba povedati, da za časa Francozov, da smo bili Slovenci eni redkih, ki smo Napoleona zelo pozitivno sprejemali, zaradi tega, ker Francozi so prinesli številna olajšanja našim ljudem in tudi neke vrste napredek. Tako da je zelo zanimivo, če greste recimo po Tržaški cesti ali pa vprašanje, mogoče, če so še živi gostilničari. Vsak gostilničar v Tržaški cesti je rekel, ja, pri nas je pa Napoleon prespal, kaj šutrst. Pa ni res, Napoleon se je ustavil za par ur v Ljubljani in šel malo počivati v Škofijskem dvorcu in v spodi ga je počakala ena velika množica Ljubljančanov in je pomahal skozi okno, potem je odšel proti Trstu. To je vse, kar je bilo v zvezi s tem. Vsekakor pa eno zanimivo obdobje, ki je zelo zanimivo upodobljeno tudi na eni Panjski končnici,
ki ima naslov Kmet ziblje Francoza. Panjska končnica je narisana tako, da je zibelka, v zibelki leži francoski vojak s puško, na enem vogalu zibelke pa stoji en slovenski kmet in ziblje to zibko. Zdaj seveda je več hipotez, kaj ne bi ta motiv pomenil. Eno od teh pravi, da je na ta način ta anonimni ljudski slikar izrazil veliko naklonjenost do Francozov, ki so odpravili številne služnosti našemu kmetu in še razne druge pozitivne zadeve. Pa slovenščina je bila tudi precej v ospredju takrat kot jezik. Prosim? Slovenščina je bila marsikje dovoljena pod okupacijo Francozov. Tudi vsi javni razglasi so bili dvojezični in tako naprej. No, ampak da se vrnem k temu. Druga razlaga pa pravi, da so za časa teh vojsk, ki so divjale po Evropi, marsikateri možje odšli, ko so se vrnili nazaj, jih je pa čakal že en novorojenec. In so potem se norčevali kmetje, so rekli, tvoj otrok je pa Francoz, ki ga ti ziblješ. Se pravi, to so bili otroci, ki so bili spočeti iz zvez med francoskimi vojaki in pa nekaterimi našimi ženami. Sam, kot rečeno, to sta dve hipotezi, ki jih v naši stroki pač navajamo, nobena pa ni še doživela kakšne trdne potrditve. Irina, izvoli. Prosim? Jaz sem hotela samo komentirati, da je bilo pred nekaj leti, ne vem na pamet kdaj, posneta, glede na Svobodno sonce, radijska igra v 4 delih. Ja, vem. Mislim, da je tista igra je pa zelo dobra, ker sem uspela jo celo posneti audio. Ja. To je bilo, to sem pozabil omeniti, pa seveda en od slovenskih igralcev, mislim, da je Aleš Valič, je tudi imel idejo, da bi v celoti prebral Pod sodnim soncem in da bi bil to na radiju, oziroma kot zvočna knjiga. Ne vem, ali je to bilo uresničeno ali ne, prosim me za dovoljenje. Ja. No, se mi jo pa imamo, Aha. Tako da pri nas jo sposojajo. No, krasno. Ja, mi jo imamo, ja, Miha Ivanuša jo še bere. Sem jo glihu zadnje obdeloval, ker je bila še na kasetah, tako da zdaj je pa že na CD-jih. No, krasno. No. Ja. Ja, zdaj, ura je 11:45, to je bilo pa kar dolgo. Še lahko minutko vzamem, Dušan? Ja, seveda, če ima gospod Janez čas, lahko, brez problema. Ena podrobnost je, ki sem jo opazil, v izgovorjavi, mogoče drobnarija, ampak vseeno, pod svobodnim soncem, pod svobodnim soncem. Menim, da je pravilno pod svobodnim soncem, se pa vi, gospod Bogataj, če sem zelo pozorno poslušal, oba dva poudarka uporabljali, enkrat tak, enkrat tak. Zato, ker v mladosti, ko sem bil še otrok, so skozi govorili pod svobodnim soncem. Tako, jaz se tudi tega spomnim. Ja, tako da včasih mi malo zanese. Ja, jaz bi dodal še eno zadevo. Moja znanka, sodelavka Iveta, je to prevajala v slovaščino, ker je šlo pod Iztokovo maščevanje. Ker namreč takrat, ko je ona to izdajala oziroma prevajala, je bila glih tista ruska okupacija in je rekla, da pravzaprav ni smela dati pod svobodnim soncem. Zanimivo, ja. In potem, ko je iskala ustrezni izraz, se je zdelo to najboljše. So pa prevodi tega romana izhajali pod različnimi naslovi. Recimo v nemščino je prevedeno z naslovom Istok, podnaslov pa Roman o Justinijanu in Teodori, recimo, je podnaslov. Potem v slovaščino ali češčino je
Iztokova pomstva, recimo. In tako naprej. Skratka, je prihajalo do sprememb naslovov. Mislim, da edin pod Slobodnim soncem, Srbi so ta roman izdali, mislim, da dvakrat ali še so trikrat. Še zdaj, v času, ko smo se mi odcepili od nekdanje Jugoslavije, je neka srbska založba izdala roman ponovno. Tako da v Sloveniji pa ne vem, kaj bi rekel. Včasih je dobro tudi malo k bližnjim ali pa bolj oddaljenim sosedom pogledati, kako oni peljejo te zadeve. Hvala. Pa še eno posledico imel ta roman. Še eno posledico veliko ima ta roman. Kar veliko Iren in Iztokov je bilo potem rojenih. Točno to. Ja, to pa res. Prej je nekdo napisal, da sta to slovenska Romeo in Julija. Ja. Jaz se spomnim iz otroštva, da nobene knjige nisem tako dolgo noč brala in da sem bila največkrat kregana od mame, ker sem pa zmeraj pri luči zaspala. Hvala enako. Jaz sem to delal z baterijo pod odejo. Ja. Še kakšno vprašanje? Še jaz bi Anica iz Škofje Loke. Ajde, Anica, izvoli. Jaz bi samo to povedala, da sem pred leti na Studencu pri Domžalah poslušala krasno dramatizacijo, to je ljubiteljsko kulturno društvo, krasno dramatizacijo Igre pod Svobodnim soncem. Mislim, da so kar v grobem zelo celotno knjigo zajedli, mislim, si zadali. Res lepo je bilo tisto. Škoda, ker ni noben to gledal od vas. Lepo je bilo dramatizirano. Tega se ne spominjam, moram reči. In vem pa, da so igrali, nisem si pa šel te igre pogledati. Zadnjič sem bil na Studencu pred 2 letoma, 3, ko so igrali igro Divji lovec. Zelo lepo se vam zahvaljujem, lepo predavanje je bilo, gospod Bogataj. Ja, hvala vam. Pa lep pozdrav v Škofjo Loko. Odkoder izvirajo korenine moje družine. No, pa lepo. A ste zdravi v centru? Ja, smo. Smo čisto zdravi. V redu, super. Lepo, samo čuvajte se. Ja, hvala enako. Še kdo ima kako vprašanje? Radijska igra je tudi Mitja izbiralec iger, nadaljevanka. Ja. Krasno. Ok. Zdaj morate dati možnost unemu gospodu, ki je prej rekel, da bo kavo skuhal, ker zdaj se mu je že ohladila. Darko, kje si? Je šel že. Ja, no Izvoli. Pa je ubraja te knjige pod Svobodnim soncem. Koliko je zvezkov? V Brajici je, bi jaz rekel. Ja, sam zdaj si me pa našel. Viktor, ti veš? 13 zvezkov. 13 zvezkov je v Brajici, ker smo mogli mi to, tisti, ko nismo hoteli Brajice brati, ker ne maramo Brajice, so nam v šoli rekli, da bo treba to prebrati, še ne slovenščina pozitivno ne bo zaključena. Tako da smo si zapomnili, da je bilo treba brati v 13 zvezkih pod Svobodnim soncem. Ja, profesor Bogataj, res bi bilo zanimivo, da bi si vi to pogledal, kako izgleda res ta pod Svobodnim soncem v Brajici, kakšno obseg je to. Ja, se pravim, pridite tukaj na Kotnikovo 32, dopoldan, kadarkoli smo tukaj in bova pogledala. Krasno. A tam imate knjižnico? Ja, tam je knjižnica tle pri nas, ja. Pred ženimi 6 leti smo knjižnico preselili sem v večje prostore. Kotnikova, to je tam, ki je Ministrstvo za gospodarstvo tudi. Tudi pa lekarna je na Metelkovi. Tam je za ministrstvo za delo. Ja, pa igle so tam tudi. Vizavi lekarne Metelkova. Ja. Blizu. V redu.
Lejte, jaz se vam zahvaljujem, gospod profesor dr. Janez Bogataj. Meni je bilo v veselje, takole, da smo malo klepetala. Sej verjetno bi še imeli, jaz imam še vprašanja, recimo o Jalnu, recimo, ko je na vrata potrkal. Ja, to lahko povem, na koncu nekaj veselega povem. Ja, v našo hišo so prihajali številni znani Slovenci, Jaz sem tam videl recimo Franceta Bevka, Antona Ingoliča, če zdaj na hitro samo omenim. Tudi kakšni predstavniki politike so prišli kdaj, recimo Brecelj je vsako leto poslal na božično popoldne en zaboj izbranih vin. In naša teta je rekla, to bom dala pa jaz pod postel, da bom imel za posebne priložnosti, da ne boste tako vsega spili. Ampak zelo zanimivo pa je, ko je enkrat prišel na obisk Jalen, s katerim se Finžgar ni preveč dobro razumel sicer, čeprav je bil sosedne vasi. In Jalen je, in jaz sem bil takrat določen, da mu grem vrata odpreti. Odprem vrata in on stoji pred mano, kar dečeličen je bil, in pravi, ti si pa Janezek, sem rekel, ja. Je rekel, veš, jaz sem pa Jalen, župnik iz Ljubnega na Gorenjskem. Tam je Marija udarjena, so farani udarjeni, pa župnik je udarjen. Namreč, zakaj to rekel? Zaradi tega, ker je tam doma ta legenda o udarjeni Mariji, namreč o podobi Marije z otrokom, ki jo je en domačin pač udaril z nekim kladivom in tako naprej. Skratka, on je pa to na humorni način povedal. To mi je ostalo v spominu, čeprav sem takrat hodil, mogoče, ne vem, v kje razred, bil star 10 let, ko se je to zgodilo. No, super. S temi besedami bomo končali. Hvala vsem, da ste bili prisotni. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala lepa. Jaz upam, da bomo še kdaj tako klepetali, se pogovarjali, te imamo dost. Tako da, vabljeni, da prijete sem. Jaz bi rekel, zdaj naslednji teden bomo pa imeli eno zadevo, ki se je reče radiomaterstvo med slepimi in slabovidnimi. Temo je predlagal Aleš Kuhar in tako da se pol vidimo naslednji petek, upam, da v takem ali pa še večjem številu. Odlično. Hvala vam vsem skupaj, pa se vidimo. Budite zdravi.